SBC poslovne zgodbe, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-evem podcastu, tokrat je na vrsti poslovna zgodba. Se mi zdi, da kar veliko dobrih zgodb v Sloveniji poznamo, ampak vam moram priznati, da je še veliko več takšnih, ki jih ne poznamo. Zakaj je temu tako, o tem raje ne bi, ampak zdi se mi, da je že prav, da govorimo o tistih ljudeh, o tistih zgodbah, o tistih podjetjih, ki so med nami v naši družbi ne leto, 5, 10, ampak desetletja, kajti začetki le-teh so izjemno zanimivi, predvsem pa so zanimive zgodbe, izkušnje in spoznanja tistih ljudi, ki so te posle, ta podjetja postavili na noge. In ena izmed takšnih oseb je prav gotovo Marija Petre iz Šotorov Petre podjetja, ki ga najdete na Vranskem, ampak ta zgodba se ne začenja s šotori, ta zgodba se začenja v Galiciji. Ampak naj si bo dovolj za začetek in lep pozdrav. Lep dan želim. Lep pozdrav. Dejva najprej morda, to ste me malce že opolnomočila z nekaterimi anekdotami z imenom začeti. Sam imam s tem ponavadi največ težav, ampak pri Marija Petre se nisem zmotil, bi se pa lahko, ker imate 3 imena. Kako to? Ja, se tudi jaz vprašam in bom to tudi še raziskala, zakaj 3 imena. Marija sem verjetno zaradi tega, ker smo verni, ker sem ta moja starša verna, pa takrat je to kaka Mira, pa Mirica, ni bilo aktualno, ne. Potem so mi pa dodajali Mirica, zato ker sem drobna, mala, Mira pa potem v nadaljnjem poslovnem svetu. Aha, sem mislil, da vas Mirica doma kličejo, ker ste bolj prijazna gospa. Ja, doma, morda tudi. Aha. Kje začneva? A začneva v vašem domačem kraju v Galiciji, res? Mislim, da si tudi kraj zasluži torej pozornost pri meni in tudi pri našem poslu. Zakaj? Kaj pomeni ta kraj za vašo družino ali pa za vas osebno, no? Torej, korenine sigurno imamo stare v Galiciji. Galicija se ve, od kje izhaja, in tudi Galicija je, torej ime Galicije je iz Španije. Po anekdoti naj bi to ime prinesel celjski grof oziroma nek njegov oproda, ki se je potem naselil in ta kraj poimenoval Galicija. Imate kaj španskega temperamenta v sebi? Mislim, da. Vaša zgodba, ko sem se pripravljal na to, da vas seveda kaj vprašam pametnega, kaj takega, česar o vas ne vemo, je izjemno zanimiva, ampak ko pa iščem, ko pa iščemo, da bi kaj izvedeli, pa tega ni prav veliko. Kako to? To je skromnost. Skromnost morda hitreje od mojega moža kot od mene. Moj mož ne želi javnosti, ne želi tudi ne posebne hvale, čeprav si jo zasluži. Ja, prav gotovo. Na začetku sem rekel, da se ne začenja vajina zgodba ali pa vaša zgodba z šotori, ampak mnogo prej. On je tisti, ki je šel v Nemčijo, ne? Vi pa za njim. Točno tako. Zanimiva zgodba. Jaz sem šele zdaj zadnja leta, ko sem urejevala arhiva, ugotovila, da je moj mož že pred tem, ko je spoznal mene, koval načrte, da bo imel delavnico. To se pravi, to je zdaj, če povem po pravici, že kar krepkih 55 let. Torej, to je to, ampak ker so časi bili, kakršni so bili, tega ni uspel in se odločil, da gre v München, v Nemčijo, in da poskuša potem uspeti, kar si je želel. Takrat sta bila že poročena? Ne še. Torej, on je odšel pred mano, ampak sem ga obdržala vseeno tudi nadaljavo. Kako je bilo to v tistih časih? To moram vprašati. Danes napišemo eno SMS sporočilo, pa je v naslednjem trenutku že tam, če slučajno kdo ne odgovori, ga že pokličemo, če se pa še javi, naj pa že vse narobe. Kako sta pa vidva takrat obdržala? Zanimiva zgodba, res zanimiva. Ni bilo niti telefonov, niti avtov.
torej samo pošta, samo kartice, pisma, ki so potovala. Jaz sem sicer, kot rečeno, iz Savinjske doline, moj mož je pravi čistokrvni Pohorc, izpod Pohorja, iz Vitanja. In Vitanje, Žalec, Galicija je bil kar problem. Torej, avtobus je peljal sicer iz Celja enkrat na dan v Vitanje, pa nazaj. Da zdaj iskreno rečem, bila sva zmenjena, da pridem v Vitanje na randi. Ko sem se z avtobusom peljala proti Vitanju, sem v družbi sestre njegove zvedela, da je odšel v Nemčijo, da ga sploh ni, jaz pa na randi, ne. Torej, to je ena zanimivih zgodb, ki me vedno znova preseneča. Ampak po 14 dneh, enem mesecu sem že dobila pismo, da če bi mi bil povedal, verjetno ne bi odšel. Aha, bi mu bilo pretežko. Tako. Imate še danes shranjena ta pisma? Imam. Se jih je nabralo veliko? Hvala Bogu, ker ja. Koliko časa je bilo potem potrebno, da ste šli za njim v München? Potem sva se poročila po 2 letih in sem potem odšla v München za njim. Tudi zelo zanimiva zgodba, ni bilo enostavno biti tako rekoč zdomec oziroma 1 leto sem morala živeti v Münchnu z možem, da sem dobila potem vizo in lahko začela delati. Kako je pa njemu tam uspelo? Malce, ko sem se pozanimal, sem samo slišal, da je bil izjemno sposoben, priden in delaven in da sploh ni bilo nobenih težav ravno zaradi tega. Tako. Moj mož je zelo delaven, kot Pohorci so, in je uspel za vodja, torej ne ravno montaže, ampak vzdrževanja v eni veliki firmi. Zato je tudi imel vse reference, da sem smela jaz priti za njim in potem sva dejansko delala v eni skupaj, malo pred Münchnom, jaz v neki elektronski industriji, on pa v lesni industriji. A sta takrat potem, bila sta zdomca, Slovenca v Nemčiji, začela razmišljati, da ta posel vendarle lahko ali pa da lahko kakšno podjetje ustvarita doma, sploh ko se je začela v Jugoslaviji takrat govoriti, pa da vendarle dovolijo podjetniške ideje? Čisto iskreno, 1-2 sva resno razmišljala, ali ostati se asimilirati 100% v Nemčiji ali se vračati. Po 2 letih sva ugotovila, da se je res stanje v Sloveniji, v Jugoslaviji lepo spreminjalo na boljše in sva se odločila, da se bova vračala. Prvo, kar sva začela, sva zgradila hišo, potem pa seveda tudi razmišljala o delavnici. A sva zdaj že pri šotorih Petre ali ne še, ne še? Kaj je bilo zdaj s to delavnico? Tudi tukaj je mož bil tisti, ki je vse to svoje znanje prinesel iz Nemčije in spet bil priden, uspešen, ne? Delavnico smo najprej naredili v hiši, kot vsi ali pa kot veliko podjetnikov iz tistih časov. Uspelo je, moram reči, da v 1. letu. Stroje smo seveda uvozili, ker smo te možnosti imeli iz Münchna. In lepo je torej potekalo, kolikor pač je bilo v tistih časih možno. Seveda je bilo treba zapisati v knjige, ki jih še tudi vedno imamo, vsako kavico, vsak izdatek minimalen, vodenje ročno, zanimivo, danes zelo zanimivo za pogledati. In kot rečeno, jaz sem vodila te pisarniške zadeve, ampak sem hodila tudi v službo. Bila sem na Hmezadu eksport-import, ker sem obvladala nemško, sem dobila tako od vsega začetka dobro službo.
Nemško ste se kaj naučili v tistih 2 letih, ko ste bili v Nemčiji, oziroma koliko časa? 10 letih ste se naučili tako? Zelo dobro, aktivno. Sem tudi seminarje obiskovala v Münchnu in moram reči, da je nemščina meni ogromno dobrega prinesla. A se zdaj še kdaj zapeljete v München na kakšen izlet? Zelo rada. Ja? Ja, kaj gresta pogledat? Imam tudi sestrično v Münchnu in največ gremo čistak privat na obisk. A se je München od takrat pa do danes precej spremenil in kako? Ja, to je pa tudi zelo zanimivo. Vprašate me ravno to, kar sem zadnje dneve razmišljala. Zelo, torej še bolj tipično poznam Nürnberg. Nürnberg pa poznam zato, ker hodim vsako leto na sejem hmeljarstva in pivovarstva. Namreč na Hmezadu sem bila v službi v prodaji ali pa v izvozu hmelja. To je neverjetno, kaj se je zgodilo z nemškimi mesti. München ali pa Nürnberg še bolj kot tipično staro, zelo staro frankovsko mesto je danes ena razvalina. To je neverjetno, kako vpliva življenje kogarkoli. Zdaj živijo pač tam ogromno tujcev in vidiš samo tujce. In tudi okolica se mi zdi, da je podobna tujcem. Pred leti je to bil neko fantastično staro mesto. To vas zdaj moram vprašati, ker si morda malce narobe ali pa drugače predstavljamo, ko ste, na primer, vi kot Jugoslovanka, Slovenka, takrat seveda prišli v Nemčijo, saj ste sami rekli, ni bilo lahko, pa še zato sem lahko prišla, ker je mož že imel reference. Kako hitro ste se morali takrat asimilirati, prilagoditi na ta nemški način življenja, naučiti se nemškega jezika? To je odvisno od vsakega posameznika. Sem poznala turške družine, pa tudi jugoslovanske družine, ki se niso znale asimilirati. In tudi nikoli niso naučile prav nemško. Midva sva nekako, ne vem iz katerega razloga, oba takoj to dojela, da je pač treba se prilagoditi, da se je treba jezika naučiti in potem je tudi uspeh. No, to sem pa ravno želel reči. Na koncu, če se prilagodiš, iščeš neke poti, potem je uspeh. Vseeno, kaj vama pa je bilo v tem prvem delu vajnega življenja skupnega v Nemčiji najtežje? Česa se morda spominjate? Ja, domotožje. Res domotožje. Kljub temu, da sva bila poročena, srečna, dejansko sva imela vse za tiste čase, to je 50 let nazaj, ampak domotožje. Domov, to smo prakticirala kar od vsega začetka. No in zdaj, če se vrneva domov, ko je nastala ta delavnica najprej doma, kako so vas gledali, ko sta se vrnila iz Nemčije, ko sta nekaj znala, ko sta nekaj doprinesla in ko sta se šla v bistvu nekaj, česar se v tistih časih niso šli prav pogosto. To je bilo neko novo podjetništvo, sej obrtniki pa to so že bili, ampak biti podjetnik je bila pa vendarle takrat ena novost. To so zdaj pred letom 90, da pojasniva tistim, ki morda so mlajši gledalke in gledalci. No, jaz moram reči, da se takrat podjetništvo vsej v naši regiji zelo dobro razvijalo. In da sva bila zelo dobro sprejeta v ta krog teh podjetnikov ali pa obrtnikov, ki smo bili takrat. Tako je. Seveda ena velika plus točka je bila, da sva poznala Nemčijo, München. In sva midva kar komu pomagala, da je šel v München, da so kupili stroje in tako dalje. Tudi včasih sva komu denar posodila, da je lahko začel. Tudi tak primer imamo. Se pravi, Nemčija je meni osebno, moj mož tak in tak to poudarja, ogromno dala. Zdaj pa, a se premakneva na del, ko se Slovenija osamosvoji, kaj je to takrat pomenilo za vaše podjetje?
šok. Mhm. Krizo, pravo krizo, ker moj mož je delal torej ključavničarstvo, strugarstvo za firme, kot je Gorenje, SIP in tako dalje, in so se takrat seveda tržišče južno zaprlo in je bila torej v tej branži, v vseh branžah pravzaprav kriza. Ampak mi smo to nekako dobro preurali, odprli smo en majhen bistro, da ni stavba bila prazna, in potem smo razmišljali, kako naprej, in takrat se je pa porodila potem ideja o šotorih. Mhm. Imeli smo lokal, ki je bil vedno premajhen, zmeraj je bilo polno. Vedno, karkoli smo organizirali, je bilo ogromno ljudi. In glede na to, da pa sva poznala to branžo iz Nemčije, iz nemških veselic in tako dalje, in da sem jaz delala v hmeljarski industriji, pivovarski, kjer so tudi bili možni kontakti za ideje, kje se šotor kupi, kako se ga postavlja, in tako smo prvi šotor kupili ravno tudi 90-91 in s tem dejansko razširili našo dejavnost. V Nemčiji ste ga kupili, prvi šotor? Ja, seveda. Tudi zastopstvo te firme smo takrat prevzeli. Ja. Od enega do kam danes lahko prideva, koliko šotorov imate? Ja. A jih sploh še preštejete? Ne, jih je nemogoče, ker je to kot domino, ki ga sestavlja se skupaj. Lahko pa rečem, da imamo cirka 35,000 kvadratnih metrov prireditvenih šotorov. Imamo pa tudi toliko skladiščnih šotorov. Koliko zaposlenih je v podjetju danes? Redno zaposlenih mislim, da je cirka 35. Imamo pa veliko podizvajalcev. Zdaj, če vas vprašam, z vsem tem znanjem, ki ga imate, z vsem tem, vso to zgodovino, ki ste jo skupaj z družino naredili, a ste si predstavljali ob prvem šotoru, kam bo to peljalo družino, kam bo to peljalo vas? Ne, niti podrazno. Spomnimo se velikrat dobrega primera, torej dobrega prijatelja, ko je rekel, pa kaj boš pa ti šotor in pa kaj pa misliš, da bo to, ne. Torej, to je bilo res neverjetno. Ampak danes, vidite, danes stojijo šotori vse povsod. Tega prvega ste postavili zunaj pred bistro, ali se morda spomnite, kam je šel streho nuditi? Ta je bil seveda tudi postavljen kdaj pred bistrojem, sicer ne veliko. Začel je pa takoj na sejem je šel in potem od gostilne do gostilne. To moram povedati, ne, ker se mi zdi pa vendarle prav, ko sem se sam poročil, letos mineva oziroma bo minilo 11 let, sem vas poklical. Pač šotori Petre, se spomnim, da ko sem se malce po Googlu pozanimal, kdo bi mi priskrbel eno lepo poročno prizorišče, sam sem ga pa želel imeti tam, kjer sta zdaj moja mama in oče doma, je pisalo šotori Petre pač najboljša izbira. No, in a se spomnite, da smo takrat res bili v steku? Zelo ponosni na tisto poroko je. Bila tudi, mislim, da je ena prvih takih porok. Res? Naša poroka, ja. Moja je bila res, ja, prva, upam, da zadnja, no, ampak aha. Ja, mislim, da ne bom točno trdila. Smo pa delali zelo veliko porok, zelo znanim našim obrazom slovenskim. Ja, sam nisem bil toliko znan, ampak res je pa lepo, ne, se pravi tako je, zdaj imate prireditvene šotore, te hale in pa še poročne šotore, to so, če rečeva, 3 vaši produkti. Ja? Lahko bi tako rekla. Ok, dajva se morda najprej usmeriti k tem prireditvenim šotorom. Kako to pravzaprav izgleda? Danes veselic je kar precej, en kup imamo sejmov. To je vaša ekipa, vaše podjetje, tisto, ki pride, pogleda, postavi in razstavi. To je zanimivo. To je ena dejavnost, ki se še vedno razvija. Predvsem so spremembe glede vremena. Torej, Avstrijci
zato smo mi tudi sigurno zelo dobri, ki delamo veliko v Avstriji. Avstrijci zahtevajo v nulo vse po standardih zaradi teh vremenskih sprememb, kot so neurja, ti razni med snega niti ni več, to je problem, ampak kot rečem, predvsem neurje, veter in tako dalje. In na tem je treba delati, torej šotori morajo res biti brezhibni, z vsemi pregledani vsako leto. Če je karkoli narobe, je treba zamenjati. Predvsem pa, da skoraj ni zadeve, da šotora se ne rabi. To, ko ste omenili veselice, to je pri nas res zdaj že sicer zelo veliko, ker pač je naš moto pomagati prireditvam, predvsem gasilcem. To res veliko delamo ravno iz tega vidika, po sponzorskih cenah. Glavna naša vizija pa dejavnost so pa seveda športne prireditve, kot je Planica, kot je Pokljuka, kot je Špilberg, avto, Formula 1, in tako dalje. Torej, to so naši največji posli in objekti, ne. Druga, dejansko so pa želje, kot rečeno, imamo zdaj že prvo, jaz si rečem dvorano, ki niti ne izgleda kot šotor, je kot dvorana, fiksno, z steklenimi okni, vrati in tako dalje, ne. Torej, ta branža izredno napreduje. To je zdaj kar se tiče prireditvenega segmenta, ne. Vi tudi v Avstriji, a ne, zdaj že delate, se ste omenili? Zelo veliko, ja. Oni so vas sami prepoznali, zato ker so videli, kaj počnete pri nas. Jezik seveda ni bil nobena težava. Tako. In kvaliteta tudi ne. Saj Avstrijci imajo včasih kakšne težave s Slovenci, češ, se to je pa južneje, ampak kako z njimi delujete? Kakšni so Avstrijci, ko vas naročijo? Jaz bi lahko rekla, da nimamo tu res nobenih problemov, kot rečeno, mora pa vse biti po predpisih in točno po vseh regalcih. Kaj pa zdaj te šotori, ki so namenjeni pa za skladišča? To je tudi en tak zanimiv sektor in panoga, kjer rastete, a ne? No, to je zelo zanimiv in ta sektor nas pravzaprav, torej nas je absolutno dal možnost, da smo zrasli. To pa je zanimivo zato, ker je to enostavna gradnja, hitra gradnja, ta skladiščne hale ali šotori, lahko je šotor, lahko je tudi hala, je enostaven objekt, hitro postavljen, hitro razstavljen. To je dobro in za najem, in za prodajo. Kot rečeno, ker je to enostaven objekt, v resnici ne naredimo nobene škode na gradbišču ali pa na prostoru, kamor postavimo, ne. In glede na situacijo in na spremembe v gradbeništvu ali pa tudi na to, da se ne gradijo več tako fiksni, dragi objekti, imamo mi tu vse prednosti. Še vedno ste družinsko podjetje, a ne? Kdo je glavni v podjetju? Glavni je moj mož. Ampak ko se pa usedete, ne vem, doma pri kosilu, klepetate kaj v podjetju? Ker imate še hčerko seveda, ki je tudi zaposlena v podjetju. Kako to deluje? Kako družina 35 let, saj bodiva iskrena, še več, ne, ampak vendarle zdaj za podjetje, ko govoriva o šotorih, kako ta dinamika pravzaprav izgleda pri vas? Moram reči, da je, dokler ni prevzela ali pa se zaposlila v firmi hčera, je to bila tudi pri kosilu dnevna tema. Odkar je ona tudi moja pomočnica, dejansko tega ne dovoli. In je tema firma
doma, torej tabu. Ampak, ko sta pa sama z možem, pa ni, ne? Ti še pa ni. Kaj si rečeta, ne vem, zvečer, ko gresta v posteljo, pa pokomentirata dan? No, zdaj, hvala Bogu, ni treba več komentirati firme, razen seveda, če je kakšen poseben obisk ali če koga pričakujemo ali tudi mi kam gremo na kakšne pomembne sestanke in pa razgovore, potem si že kaj še naročimo in povemo. Če bi vas vprašal, kaj je vaša največja zmaga na tej poslovni poti, kaj bi rekli? Naši zlati sodelavci. Da so zadovoljni, da pridejo radi delati, pa da bi še rajše prihajali in da bi to sprejeli kot svoje, ne. Ker brez sodelavcev ni nobenih šans voditi pa imeti tako firmo. A lahko rečem, da ste vi še stara šola, a ne? Stara šola. Sigurno, zelo stara. Kaj ta stara šola doprinese podjetništvu? Kaj je drugače z vašo roko ali pa, ne vem, če vidite morda kakšne druge primere vodenja podjetij? Kako je pri vas drugače? Še vedno skromnost. Skromnost in hvaležnost za kar smo uspeli, ne. Biti hvaležen, ker to je res, jaz bi rekla, nadnaravno, ne. To ni normalno, to ne moreš pričakovati. Morda mladi prehitro pričakujejo uspehe. No, saj zato sem rekel, stara šola, sem vprašal za dovoljenje, ampak ta stara šola prinaša tudi veliko, veliko izkušenj. Ni bilo vedno lahko, a ne? Taka poslovna pot ni lahka. Zelo hudo. Tudi noči. Še predvsem, na primer, ko si na začetku, ko imaš projekt pripravljen, rečemo takrat za 10, 20, 30 tisoč evrov pred, rečemo, 20 leti, pa ti čez noč ukradejo vse šotore. To se je zgodilo? To se je zgodilo. Ste kdaj našli? Po delih, ja. Šotore krivce pa ne. To je bilo najtežje, ko se tako spomnite? No, ko se tega spomnim, je bilo najtežje, ker je bilo tik pred prireditvijo, pred eno razstavo. In dobro, da smo imeli takrat vso podporo od firme, ki jo zastopamo še vedno, da nam so na lepe oči pomagali, da smo potem v 2 dneh to vse realizirali. Pravi, iz najhujšega pa vendarle na koncu do rešitve. Točno tako. Rekli ste, takrat smo začeli zastopati to podjetje iz Nemčije, zdaj, ko jih greste obiskat, vi ste verjetno ena izmed najstarejših podjetij, ki jih zastopajo. Kako gledajo na vas? Je kar malo začudenjem, ne. Ker so kar presenečenje, ampak vztrajnost. Vztrajati saj ni bilo, kot rečeno, ni bilo lahko. Ok, zdaj sva rekla, neprespane noči, takšne nepredvidljivi dogodki. Kaj pa je potem tisto, kar vas pa, ne vem, poboža, ko pa rečete, ja, vidiš mož, to sva naredila pa dobro. Ko vidim, na primer, planico. Ko je planica postavljena, ko vidimo res, koliko je bilo truda potrebnega, potem pa zadeva res uspe in je kvalitetno narejena. Se pravi, vas vsako leto lahko vidimo v planici? Ne več. Ne? Ne več. Ja, zdaj bo treba iti, naši fanti so spet odlično odskakali, a ne? Tako. Če pogledava še malce ta drugi del, družinski, ko ste dobili hčerko in jo vpeljali v to podjetje, je to težko? Ja, zelo težko. Ja. Ker ko je študirala v Ljubljani, ni kazala nobenega interesa, da bo prevzela. In ni bilo enostavno, takrat so bili momenti, ko sva resno razmišljala, kako naprej, ne. No, ampak potem pa vidite, vse je tako, kot je prav. Je spoznala fanta, ki je pri nas delal, kot študent, kot montažer. In sta zelo, zelo pridno in skrbno prevzela zdaj firmo, poročena. Imamo že seveda tudi
vnuke, naslednike sta se že kar izkazala, eden bo imel šotore, eden pa nogomet. A je kdaj vmes bila kakšna ponudba? Omenili ste, da sta razmišljala, kako naprej, da bi kdo morda to vajino podjetje odkupil? Ja. To je bilo kar nekaj ponudb. Interesov je bilo kar nekaj, ampak kot rečeno, se je potem to res lepo razvilo in odvilo, da je potem hčera Ane-Mari pač prevzela tako rekoč veliko odgovornosti. Eno stvar bom vprašal, ki mi je včeraj prišla na misel, ko sem govoril z eno od podjetnic, pa je rekla, morda se pa premalo zavedamo, kaj pomeni, če je lastnik Slovenec ali Slovenka. Slovenci smo namreč taki, da rečemo, sej tujec bo gotovo boljši zaradi nekih izkušenj v času tajkunov, ampak mi vendarle zdaj govorimo tudi v SBC-ju o podjetnikih, ki ste začeli v garaži s svojim znanjem, s svojim denarjem, s svojim odrekanjem. Kakšna razlika je, če je domači lastnik, kot ste na primer vi, kaj to pomeni za okolje, v katerem delate? Kakšno odgovornost pravzaprav nosite? Razlika je v tem, da je domačnost, da je to čist drug odnos. Poznam primer, ko sodelavki, ki je se zaposlila pri nas, ravno zaradi tega, ker je v njihovo firmo prišel tuj lastnik in so bili odnosi čist drugačni. Nemogoči, tako rekoč. Torej, jaz mislim, da prednost lastništva Slovencev je v tem, da je to le naše, da smo lahko bolj zadovoljni in srečni. Pa se zdaj spet vračava nazaj. Sej skromnost je lepa čednost, to že uči tudi vera in tako naprej, ampak vendarle včasih je ta skromnost pa kar prevelika pri kakšnih ljudeh. A se vam ne zdi, da bi pa morda lahko več slišali v tej vaši poslovni poti o odrekanju, o težkih trenutkih, ker potem samo te zmage malce vidimo, pa potem samo nevoščljivost včasih privre na plano, ne? Skromnost, seveda, ne vem, kje bi lahko, jaz bi se rada pokazala da bi še kaj dobrega naredila. Torej, pa tudi, če je kar neka prireditev, ena gasilska veselica, pa da lahko pomagamo. Ne vem, težko bi se tukaj karkoli opredelila. Še eno stvar vas bom vprašal. In mi je škoda, da se niso o tem prej pomenila. Drugače bi se lahko oblekli za tale pogovor, ne? To pa je res. Sem pa morda glih nacionalistka nisem, to bi težko rekla, ampak zelo domoljub, zelo zavedna Slovenka. Kljub temu, da kdaj sem že slišala kako pikro za dinderle, ne? Ampak jaz mislim, da je to neka naša zgodovina, neka naša nošnja, ki jo jaz zelo, zelo rada oblečem, ne. Zdaj ne vem, kako bi izpadlo, morda pa celo zelo dobro, no. Jaz sem, kot rečeno, prava Galičanka, prava Savinjčanka, zdaj Savinjski sploh imamo nošo hmeljarsko na nek način, ne. Je seveda zdaj tudi zelo moderna, ne, se vidimo, veliko tudi mladih se obleče v to in jaz mislim, da je to prav, da je to lahko naša neka dobra, nov čas. Tudi mož obleče narodno nošo, vas pelje potem? To pa težko, klobuk še klobuk. Kam vas pa pelje, na primer, danes, ko reče, pridi, kako vas kliče, po katerem imenu? Jaz Mirica. Mirica, kam greva na zmenek? Vas pelje kdaj še kam na kakšen zmenek? Nekako potovanje, ampak to kako težko. Kaj to pomeni? Da moram veliko hoditi. V Dubaju ste bili, a ne? Zdaj. To pa me je hčerka razvajala. No, in kako je skozi vaše oči, ko ste videli München 50 let nazaj, pa danes Dubaj, to sta kot dva svetova, a? Ja, neverjetno. Torej, to so svetovi, seveda moderni, pa zgodovina, München, Nemčija. Torej, svet se res spreminja. Zelo spreminja in sem
torej hvaležna, da sem ta Dubaj zdaj videla tako, kot je, ker to je nerazumljivo pravzaprav za mene, ne. Imela sem srečo, da sem sinoči po Dubaju na nemški televiziji gledala eno družino, ki v Dubaju živi. In ki jo jaz pri tem reality show, ali kako se temu reče, sledim. To so eni nemški milijoneri, mislim, da imajo 200 milijonov družina in tudi svoje življenje, torej vse detajle lahko vidiš v njihovi nadaljevanki po televiziji. In sem včeraj skozi to videla tudi notranjost, kar mi kot turisti v Dubaju nismo videli, notranjost teh stanovanj. Torej stanovanje, etaža, mislim, da tam 200-300 kvadratov, stane 15 milijonov. Jahto in tako dalje. To je drug svet. Kaj vas je najbolj fasciniralo v Dubaju? Ali pa se vam je zdelo najbolj neverjetno? Ja, to, da je šajh, tudi dubajski šajh je eden od vizionarjev sigurno, ker to, kar se dela, je vizionarsko, je daleč pred standardi, ne. In pa to, da tako čuvajo ta svoj pesek, ne. Naprimer, tam imaš stanovanje ali hišo, ampak samo to je tako kot najem. Zemlja nikoli ne more biti tvoja, ne. Se pravi, vlagajo tisto, kar vlagajo. Delajo stvari, ki so interesantne seveda za vsakega po svoje, ne. Ko se potem vrnete domov v Galicijo, pa se po štajerski avtocesti cijazite do Ljubljane, kamor vas vabim, pa je tam zastoj, pa greste po stari cesti, a je kar malo nenavadno, ko se vrneš domov, kjer je vse zeleno, pa vse vendarle drugače. A? Ja, zelo lepo, ampak kot rečem, štajerska avtocesta je pa katastrofa, ne. To pa je velika škoda, ki mislim, da ni potrebna in ne bi bilo treba v Sloveniji čakati uro dolg, da prideš v Ljubljano. Ne, ker potem, ko vidiš, kako v Dubaju stvari letijo, ne, se res zamisliš, kje smo, ne? V Dubaju je vlak nad cesto, ne, in to mislim, da bi bilo tudi v Ljubljani ali pa v tej naši okolici možno. Še eno stvar vas bom vprašal iz tega osebnega življenja. Omenili ste, spremljam to družino, ki je milijonarka, ki imajo 200 milijonov. A ste vi milijonarka? Težko je zdaj to, ja. Težko je reči, ne, kaj se to šteje, ne. Saj zato sem pa tako vprašal, ja. Morda. Kaj pa je največje bogastvo, ki ga imate? Dom. Galicija, Slovenija. Prej sva klepetala, da je tudi v tej Sloveniji treba še morda kaj popraviti in da imate še veliko energije, v to sploh ne dvomim in vidim, ne. Ena izmed teh stvari je bil en tak vaš poziv, da se morda grem že lahko v pokoj, ampak bi pa še delala in še marsikdo bi. Pa se mi je zdelo zanimivo, da o tem tako razmišljate, ne? Da bi v resnici bilo treba spodbujati tiste, ki želijo še kaj početi. Kako to, da zdaj o tem razmišljate? Ne bi raje razmišljali, da bi šli drugo leto še enkrat v Dubaj ali pa kam drugam? Lepše delati v takem okolju, ko ga imamo mi, je lepo delati. Torej težko razumem pa, da marsikdo pa res mora iti v pokoj. In tisti, ki si želijo iti, grejo, so naredili vse za svojo pokojnino. Tisti pa, ki imajo še željo delati, pa naj bi normalno naprej delali in delali vsem dobro, sebi, svoji družini, državi in vsem tako rekoč. Vidim, da vam ni čisto vseeno ali pa sploh vam ni vseeno za to, kako deluje naša država ali pa kaj vse se dogaja. Se vam zdi, da smo
Vse vi ste teh prelomnih dogodkov pa vendarle doživela en kup, ne, od tistih v Nemčiji, pa potem osamosvojitev, pa priključitev Evropski uniji. V kakšnem času zdaj živimo? Kako ga vi vidite? V lepem, zelo dobrem, pozitivno, samo pozitivno sodelovati, en drugemu pomagati, tudi politiki seveda ne. Jaz mislim, da ni v Sloveniji veliko narobe, zelo malo stvari je narobe, ki se dajo vse popraviti. Je pa res treba, da je seveda treba pozitivno. In v slogi je moč, to je zelo star pregovor in vedno drži, pa bo držal. Kakšen rek imate pa doma, ki najbolj drži ali pa vam pomaga? Je kakšen tak? Ja, ker to v slogi je moč. A če bi moža povabil sem, kaj bi rekel, kakšno ženo ima? Težko rečem. Ja, jaz mislim, da bi rekel, da je zelo zadovoljen, glede na to, koliko časa ste skupaj. No? Ja, kakor dolgo sva poročena, res ne. Morda tukaj na to, kako dolgo si skupaj, ne, poročen, predlagam zelo velikokrat mladim gospem, mladim damam, moškim manj, ker jih ne srečujem, pa se ne poslušajo. Pridejo krize, pridejo problemi. Treba je delati. Če imaš delo, potem nimaš čas na tiste druge privatne problemčke. Če ti ni zjutraj dal lupčka, ko je šel v službo študirati, ne. A vam ga je dal danes, ko ste šli na ta težek intervju? To vam ga more, ko prijete nazaj, ker mu povejte, da ste ga kar precej pohvalila. No? Ja, hvala lepa, da ste si vzela čas, da ste prišla v to poslovno zgodbo. O šotorih sva nekaj rekla, ampak še bolj kot o šotorih me je zanimalo, kako ste to poslovno zgodbo sami gradili, skupaj z možem, seveda zdaj s hčerko, kakšno je bilo okolje. In vse modrosti sem želel slišati, nekaj jih pa še bova, ko se boste drugače oblekli. Prav. Ta del bova popravila, ne? Ker če bi to vedel, bi z veseljem tukaj imel Marijo drugačni opravi. No? Pa res, ja. Me veseli. Bom se potrudila, da ostanem še aktivna in pozitivna naprej. Hvala lepa. Vse dobro vam, vašemu podjetju, zaposlenim in pa drživa en drugo to obljubo, da se kmalu spet sedeva skupaj v drugačni opravi. Mi bo veselje. Hvala lepa. Tako, to je bila poslovna zgodba Marije Petre, Šotori Petre. Če boste kdaj potrebovali streho nad glavo za kakšno prireditev ali pa samo za kaj pospraviti, potem veste, kam poklicati. Predvsem pa verjamem, da ste v tej uri, ki sva jo preživela skupaj, izvedeli en kup zanimivih stvari. Mene osebno je seveda gospa navdušila, pa sploh nisva povedala še čisto vsega, verjamem, ampak saj sva si obljubila, da se še enkrat tukaj usedeva. Hvala, do naslednjič.